Pozdravljeni nazaj v KMŠovu. Sem Lučka in danes se javljam tukaj iz Vetrinskega dvora. Čez nekaj trenutkov bo namreč prvi nastop, vsaj za klub mariborskih študentov, prvi stand-up nastop po skoraj enem letu premora in že čez nekaj trenutkov se mi bodo tukaj pridružili tudi trije komiki, ki bodo nastopali. Imajo marsikaj smešnega in zanimivega za povedati. In z mano tukaj Uroš Kuzman. Pozdravljeni. Dajte nam najprej povedati pred nastopom, kakšni so občutki. Je to zdaj prvi nastop v živo ali je že bil kakšen? Zdaj, uradno moram reči, da je prvi v živo, ker je uradno prvi. Bilo je parih takih malo inkognito pa na črno, ampak ja, v bistvu je na nek način prvi v živo, tako da sem ful vesel sploh tega, ker pač mariborska publika je vedno fajna in razgreta, tako da si obetam veliko smeha in zabave. Ampak nekaj živčkov pa je, ne? Sita dobrih. Definitivno je, zaradi tega, ker bi rekel, če avto eno leto ne laufa, je pol treba narediti en tak mini remont in mi smo še vedno v fazi tega remonta, tako da smo še malo zarustani, ampak se kar hitro spomnimo, kaj treba, pa verjamem, da nam bo šlo. No, zanima me tudi vaše mnenje o trenutni situaciji, predvsem sproščanjem ukrepov na področju kulture. Jaz bi sprostil vse. Jaz bi samo rad povedal, jaz bi sprostil vse, kar se da. Ampak seveda mene redko kdaj kdo kaj vpraša, tako da pač smo veseli, komiki smo veseli, da se vsaj nekaj dogaja. Vemo, da bo zdaj kar dolga pot, preden bo dvorane spet tako polne, ko so bile nekoč, pa preden bo mogoče tudi ljudje so toliko sproščeni, kot so bili nekoč, ampak če kaj, pač smeh je neka oblika terapije na tej poti, tako da se kar veselim tega stika, se mi zdi, da pač lahko zdaj ljudem damo malo sprostitve, pa jih malo nazaj pripeljemo v to dogajanje, pa da je tudi tale dogodek en tak, ki bo pomagal temu. Kaj pa glede tega pravila PCT? Kaj pa menite glede tega? PCT, zdaj, P je zelo jasno, tako da če kaj se splača zboleti. C pa T je zelo ne toliko jasno, ne. Zdaj, jaz sem se cepil en teden nazaj, ampak sem se žal cepil s napačnim cepivom in mi ne šteje. Moram še eno obrok odplačati zgleda za svojo svobodo. T je pa itak malenkost nejasno, ko je v bistvu mi, ko redno izvajamo, ne vemo čisto, se moramo zdaj vsake 48 ur prej ali je dosti enkrat na teden, skratka. Pač jaz upam, da bo slej, ko prej se tudi to malo sprostilo, da bo ljudem laže, da bo tudi v bistvu, predvsem to, da se bo lahko ljudje zadnji dan ali pa en dan prej odločili, pa rekli, da gremo jutri na predstavo, pa da ne bo to neka taka velika ovira. Razumemo pa pač seveda, da je pač vsem podobno in da tudi drugi sektori se morajo malo žrtvovati, pa da ne moramo takoj vsega dobiti. Tako da smo že veseli, da se vsaj nekaj dogaja. Ampak upava pa oba, da ta PCT... Upava. Ok, pa še za na konec, kaj sporočate svojim, oziroma kaj sporočate ostalim komikom, ki so morda na istem kot vi trenutno? Ja, nič, zdržati treba je zdaj te ideje, ko smo jih dobili znotraj te frustracij, preliti na papir, ker vsaka frustracija je na nek način taka zelo dober teren za komedijo. V bistvu najbolj pristna komedija nastaja takrat, ko nam je najtežje. Tako da jaz želim vsem komikom, ki se bodo trudili tako kot jaz, da pač prelijo to na papir in da zdaj res nasmejimo Slovenijo, ker se mi zdi, da Slovenija to rabi. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Naslednji po vrsti pravi, da se bo sam predstavil, tako da predajam besedo. Najlepša hvala, jaz se predstavljam kot Aleš Novak, stand-up komik. Hvala. Super. Bilo dobro, ne? Povedal sem vse, kar je bilo treba povedati. Res je. In nič več. Nič več in nič manj. Tako. Nič nismo pozabili. Tam, ko je treba. No, kaj pa vi menite glede tega sproščanja ukrepov? Kultura je ena izmed zadnjih sektorjev, ki je prišla na spored za sproščanje, da se je nekaj začelo premikati. Kako na vi to gledate? Ja, sproščanje ukrepov, problem je zato, ker vodilni niso sproščeni, ne? In potem se tudi ukrepi ne sproščajo, ne? Tako da jaz mislim, da bi vodilni od politikov pa to bi mogli biti bolj sproščeni, pol bi pa tudi bili ukrepi sproščeni. In tu je problem, ne? Tu je verižna. Eden nesproščen, pol naredi vse nesproščeno. Če pa eden sproščen, bo vse sproščeno. Res je. Ne, vidiš? Ne, to je isto pri nas. Če ti nisi sproščen na odru, a bojo ljudje sproščeni, ne bojo. Ti moraš biti sproščen, potem pa je pa vse sproščeno. Torej zdaj pred nastopkom občutki sproščenost. Tako. Živčki? Ne, vse smo že spili, ful, tako da ni problem. Mislim, ja, vodo, hidracija. Ono, za oder je voda. Za odarsko vodo, ja. Odarska pa pol gore, ja, tako. Res. Tako smo že. Kaj bi pa vi sporočili svojim zanamcem? Komikom? A jaz mislim, da zanamcem.
Kaj bi sporočil, kaj komikom? Komikom ostalim, ko so na enakem položaju kot vi, zdaj po enem letu se malo začenja premikati. Ja, ne vem. Jaz bi raje videl, da bi oni meni kaj sporočili. Ne vem, ja nič, pejte nastopati, tudi če ni plačano, če je plačano, vse to je plačano, ne? Ta danes je plačano. Sašo? On meditira, ok. Ne, čim več nastopajte, zdaj, ko se da jeseni, Bog ve, ko bo vprašanje, bomo videli, no, upamo na najboljše, sam ni pa nujno, čez poletje pa ali pa materijali. Ali pa material. Tako. Najlepša hvala. Ja, hvala, smo že fertik. Jaz smo že fertik. Sem prav povedal? Ja, ok. Bi še kaj dodali, bi še povedali, kaj gledalcem? Kje gledalci so to? Za YouTube kanal. To so ljudje, internetni ljudje. Ja, nimam nič za smisel, da imam, pa nimam. Tak, da... Ok. Najlepša hvala. Ja, hvala, ko se nismo skregali. Vi se boste sami predstavljali, ali vas jaz predstavljam? Zakaj se tikamo? Ne vikamo. Aha, ok, se tikamo. Ja, Ne vem, a si vikala njiju? Ja. Ali še razumem, kaj je starejši, njega moraš vikati, njega vsi mi vikamo. A pa si Kuzmana tudi? Ja. A ja, on je doktor matematike, njega se tudi splača vikati. Imamo pa spoštovanje, ne? Jaz sem mlad pa kul, pa nimam nobene izobrazbe. Tako da se tikava lahko. Okay. In to še nisi snemal, to je zlato. Ne, vse je snemalo. A je? Wow. Okay. Ajde, boj. Kdo si? No, fuck. A lahko? Ja, Kovnem? seveda. To je težko vprašanje. Kdo si? Kdo si pa ti? Ja, sem Lučka, kdo si pa ti? Si luč zdaj tukaj imaš. V glavnem Sašo, no. Živ. Sorry, to je zelo glupa šala bila. Sploh pa se luči tam. Vse vem, ja. To je prva stvar, ko mi kdo reče, kaj svetiš? Vsaki dan. In ne uganem. Ne pridejo daleč te tipi, ne? Kaj pride, kaj lučka? Bi bila luč v mojem dnevnik. Come on. A veš, da sem enkrat srečal eno punco, ki je bilo ime Euridika. In sem tako rekel, zihar neka študentska leta, pa to sem rekel, zihar tipi do tebe pride, pa reče, sem lahko tvoj Orfej nekaj. Veš? Pa je rekla, niti en. Tako da, kaj imaš raj? Da bi imela eno tako ime, ki ga nekdo lahko ponuca, ali da ga nikoli noben ne bi. Predstavljaj si, da ti je ime Lučka, pa niti en ne prije, ki imaš pa tisti kav, ali pa veš, da ni nič. Inovativni. Eni so inovativni. Okay, to, a so? Kaj bi tega še nisem slišala, ne? Slišim pa, ne vem, enkrat nisem odpisala, ko mi je napisal, hej, pa si pa je bil tak, smisel nam končno doba eno luč v življenju, ne? Pa smo tak, nije dobro. Kaj pa je inovativno? Kaj ti je dobro? Ja, to mi je pa za všeč, ki imaš pa tisti kalo. To je karkoli, ja. To je bila kar dobro. Fantje, morate najti stikalo. To je najbolj pomembna stvar. Ok, nadaljujemo. Kakšni so občutki pred nastopom? Grozni. Kakšne neumnosti govorimo. Fantastični. To je prvi nastop po 10 letih zdaj, ali koliko časa se nismo videli? Ful časa je bilo, ja. To je, ni prvo, mogoče drug ali pa kaj takega, no. Čuden je, prej skupaj smo se pripeljali, vsi sveže testirani, vsi, ne vem, kaj ne rečem druga, kot kar vrhunskega zdravstvenega stanja, vsi zelo lepo. Kondicija na... Ne, to pa ne. Come on, en let smo bili sam doma, pa čips jedel. Aleš se je postaral za 10 let v tem enem letu. Tako da ja, ne, cool je, super je, ko mi čakam, da bomo lahko malo nastopili. Kaj pa tvoje mnenje o sistemu PCT, no? Da še to slišimo. PCT sistem, ja, to je ful dober sistem. Kaj pa je to sistem? Prebolel, cepljen, testiran. A ja. PCT sistem. A ja, valjda. Kaj pa, ne vem, ja, okej. Mislim, ne, pač se ti zdi to smiselno, nesmiselno, mislim, se ti zdi, da bi bilo več obiskovalcev, če tega ne bi bilo? Ja, verjetno. To so res čudno vprašanje, Lučka, sorry. A veš, kaj bi bilo največ... Ostalo se niso zdela čudno, tako da se jaz ne vem, da je to čudno. Ne, a veš, zakaj? Zato, ker to je tako, ja, mislim, to je tako, kaj se ti pa zdi v vstopnini? A bi bilo več gledalcev, če ne bi bilo vstopnine? Ali pa, če ne bi bilo ograje, ali pa zidov, bi bilo več, a veš, kaj mislim, pač ena pravila že obstajajo. A če bi mi vsi goli nastopali, a bi bilo več ali manj gledalcev, a ne? Pa verjetno manj.
Bodimo fair, verjeten manj, ne? Tako da so neka pravila, ki imajo nek smisel, ena pravila pa imajo manj smisla. Jaz noben od nas pa ni dovolj izobražen, da bi lahko povedal, kje imajo zares smisel, pa kje ne. Recimo golota, zakaj imamo sploh obleke, a veš, mislim. Vemo, zakaj jih imamo, ne? Ne, zakaj? Verjetno zaradi toplote, pa to, ki bi umrl, drugače kaj mraz. Jaz to je edini razlog, po mojem, a ne? Ja. Ne vem, ja, okej. Verjetno bi bilo več ljudi, če ne bi bilo tega. Ti rabiš samo enega, da kihne, pa bo panika, pa ne bo več smeha. A razumeš? Če smo pa PCT ali karkoli, kaj? PCT, ja, PCT. Če ta sistem uveljavi, pa lahko folk kiha, ker so vsi, v redu, samo alergije so, ker zdaj je sezona alergij. Ali nekdo sam prehlajen, ker to tudi obstaja. Vem, da zdaj se je veliko govorilo o koroni, ampak so tudi druge bolezni, o katerih sem pa premalo govoril. In tukaj lahko prideš, se smeješ, a veš, imaš one ljudi, ki se smejejo, pa zraven delajo, a veš, ne? Kdo bi lahko mislil, da je to kakšen čuden napad korone, ker veliko ljudi ni doživelo korone, pa bi rekli, da je to, zato nam tlačijo noter une palčke, da nam spucajo, da ni tega zvoka, on ima zihar korono, a ne? In tukaj pa lahko mirno hrkaš, pluvaš, kihaš, pa ne bo noben trzal, zato ker smo vsi lepo ali cepljeni, ali preboleli, ali pa testirani. Oni od zunaj, pa to niso. Probi ti kihant. Folk zbere bakle pa vile, pa pridejo za tabo. No. Tako da mislim, da je okej. Dobro. Kaj pa glede sproščanja ukrepov na področju kulture, se ti zdi, da so ta vprašanja ratujejo skozi bolj resna. Kako bi pa rešili revščino? Hvala, končno je en stand-up komika to vprašal. A lahko povem moj plan, kako rešiti brezdomstvo in revščino v svetu? Lahko, prosim. Okay. Začnemo tako, da vse poberemo, najprej obleke in vsi moji plani so nekje z goloto povezani. Ne vem, če je to dober. Okay. Nadaljuj s tvojim vprašanjem, na kjer ga ne bom imel dobrega odgovora. Okay. Se ti zdi, da so se ukrepi na področju kulture prepozno začeli sproščati? Jaz mislim, da se je kulturo, zdaj resen in dolgočasen odgovor, jaz mislim, da se je ta prvo se je skenslal, pa ta zadnja se je spustila zaradi tega, ker to je veliko aspektov življenja, ne moreš toliko lahko kontrolirati, kot lahko, pač tukaj dobesedno lahko veš, koliko ljudi je, posod, vstopnice imaš, pač tako je, tako da mislim, da smo mi malo nasrkali, malo zato, ker tukaj so lahko to naredili, a se mi zdi, da je prepozno ali ne, kaj pa vem, ne vem, zaradi tega, ker v resnici je to ena situacija, v kateri smo se znajdali prvič po stoletjih, da je pandemija prišla in ne vem, a so ukrepi bili okej ali ne, jaz ne vem, kako bi bilo, če teh ukrepov ne bi bilo, a bi bilo vse isto, če bi jih prej sprostili, noben od nas ne ve, niti te ljudje, ki se odločajo, ne vejo za zihar, oziroma ne vejo, ne vejo za res, pač tako da ne vem, nimam dobrega odgovora na to, ja. Super odgovor je bil. Kaj bi pa sporočil ostalim komikom, kulturnikom, ki se zdaj, ne vem, po skoraj enem letu ponovno se vračajo na odre, nazaj na prizorišča? Jaz pričakujem vrhunske predstave. En let časa ste imeli, da pišete, da delate. Zdaj osebno mi, a ne, specifično nismo nič novega naredili, zato ker je bil res depresiven let, ampak od drugih pa pričakujem vrhunska dela. Uživajte. Jaz mislim, da je nekaj zdaj, ko smo začeli nazaj nastopati, pa upam, da bomo lahko, da se ne bo to jesen spet, pesimistično malo mislim, da se bo, ampak upam, da se ne bo ustavil, je, ne vem, zdaj ta neka euforija, kakor da skoraj spet na prvič stopamo na oder, ne. Tako da jaz samo živim v tem, ne vem. Mislim, prej smo že toliko nastopali, da kakšni nastopi so ti že ratali malo rutina, zdaj smo pa to toliko pogrešali, da definitivno ne bo. Zdaj nekaj časa noben nastop ne bo rutina, zdaj bomo lahko uživali in trpeli na vseh različnih možnih nastopih 110%, ker zdaj smo večinoma trpeli brez nastopov, tako da bo fajn bo. Uživajte. Ja. A Mike lahko vzamem? A je to? Ne. Bom sam šel. Ok. Ok.
Najlepša hvala za ogled. Ne pozabite lajkati tega videa, se naročiti na naš kanal in pa seveda stisniti na zvonček in vklopiti obvestil, da vas bomo obveščali o takšnih epizodicah. In nič. Se vidimo v torek.